Zdaj je napočil čas, da odkrijemo tančico z naših prima avtomobilov. Vse to se sam tako reče, ker ne vem, kje bi dobil tako ogromno tančico, da bi jih spravil čez vseh teh 12 avtomobilov. Pod drobnogled smo vzeli razred C SUV, torej srednje velike križance, ker vemo, da jih imate radi in mi to upoštevamo. Še preden pa vam povemo rezultate našega testa, boste na kratko izvedeli nekaj o posameznem avtomobilu, ampak res na kratko, da ne bomo delali celega dokumentarca, tako kot vedno pa lahko več in podrobneje preberete na naši spletni strani volan.si. Projekt Prima je totalno cool, ampak od nas zahteva res ogromno časa, da najprej zberemo vse avtomobile istega segmenta, da najdemo pripomočke, kot so kovčki in otroški sedeži, pa da najdemo prost termin v centru varne vožnje na Vranskem in potem, da najdemo še čas, da vse skupaj prešlatamo in premerimo. Ampak, da ne bom zdaj še vam kradel časa, najprej začenja Anže s črko A. Včasih slišim kakšen komentar na kategorijo nedoločilnikov, to so naše ocene za čustva. In Tonale je lep dokaz, da to kategorijo enostavno potrebujemo. Vsi ste navdušeni nad njo, ker je pač alfa, še mi smo, ker ima prav posebno karizmo. Obenem pa še dobro izgleda in znotraj razvaja potnike s hudimi materiali, lepim dizajnom in precej dobro izdelavo. Poleg tega se pa tudi pelje zelo zanimivo, na slalomu je bila med najbolj dinamičnimi in lahkotnimi, na cesti je v bistvu tudi zelo prijetna. Malo jo na cedilu pustite samo dokaj nemo krmiljenje in povprečna motorna kombinacija. Je pa zelo samosvoj avto in že zato mu lažje odpustim kakšno stvar. Za družine je bolj primeren kakšen drug predstavnik, ker že samo pritrjevanje otroških sedežev in potem tudi prostor med njimi ni nekaj, s čimer se Tonale lahko pohvali. Niti ne z dolžino in uporabnostjo prtljažnika, zadnja vrata so recimo na vrhu prav hecno zašiljena in se z njimi hitro lahko butneš v obraz, odprtina za dostop do zadnje klopi je manjša, zato pa štima ergonomija okoli voznika. In res se v tem avtu počutiš posebno, to pa pri Alfi tudi največ šteje. Totalno nasprotje Alfe pa je C5 Aircross, ki stavi na prostornost in uporabnost. Dinamika ga zanima toliko kot mene novosti na področju ličil, ko mi vem, kaj je šminka, pa še to ne vem, če je pravi izraz. Aircross je posebnež, kar mu sicer štejemo dobro, morda pa ravno zaradi tega ni za vas. Edini je tokrat s 3 ločenimi sedeži v drugi vrsti, kar pomeni, da je edini res primeren za 3 potnike, če sta 2 od njih v otroških sedežih. No, ali pa 3. Skoraj 15 cm več od najbližjega tekmeca ostaja prostora med sedežema za sredinskega potnika, kar je res super. Je pa zato vsakemu potniku, ki ni na otroških sedežih, namenjenega manj prostora za zadnjico, ker so sedeži pač ožji. No, udobje je stvar, ki zanima C5 Aircross in tukaj je vrhunski. Pa pri uporabnosti tudi. In preglednosti, njegovi cilji so pač jasni. Familija naj zbaše vanj ogromno robe in se udobno pelje na izlet. Malo se zatakne pri ergonomiji. Ta je šibka točka, predvsem zaradi tečnih stikal in počasi dostopnih funkcij. Materiali tudi niso najboljši, ampak boste to hitro pozabili, ko vas boste začela razvajati najbolj udobna sprednja sedeža v segmentu. Se je že večkrat izkazalo, da vnaprej napovedovati zmagovalce ali pa finaliste ni fajn, ker ti jo hitro zagode kakšna stvar, recimo cena ali pa prostornost, pa se vse skupaj potem podre. Kljub temu si upam napovedati, da bo Formentor odličen, ker zaenkrat ni področje, kjer bi me razočaral. Res dobro izgleda, športen izgled podkrepi še z najboljšimi voznimi lastnostmi v segmentu, ja, boljši je kot Tonale. Prostoren je sicer manj od najbolj škatlastih, vsem pa ni neprostoren, zadnjim potnikom je udobno in dovolj zračno, štima tudi ergonomija. V bistvu komaj najdem kakšno malenkost, ki me moti. Mene osebno recimo dejstvo, da vsakič, ko izključim sistem Lane Assist, nehote spremenim še grafiko merilnikov in jo moram potem spreminjati nazaj na tisto, ki je bila prej. Pa morda bi rajš imel vrtljiv gumb za glasnost, kot pa ta drsnik. Sicer pa sedim odlično, odlagališče dovolj, ergonomija štima, narejeno je pa vse skupaj tudi po germansko pregledno in fajn. Če praktičnost in prostornost nista daleč najpomembnejši postavki, je Cupra Formentor top. Na enem od prejšnjih Prima testov je zmagal Focus tudi zaradi svoje prostornosti. Ta je odlična tudi pri Kugi, ki je v prtljažnik pospravila veliko kovčkov.
Pripenjanje otroških sedežev je enostavno, morda je potem med njima kakšen centimeter manj prostora kot drugje, ampak nič zato, ker ga je z izjemo C5 Aircross itak povsod premalo za odraslo osebo. Ta ergonomija je med najboljšimi, čeprav Focus recimo že ima novejši vmesnik, tudi temu čist nič ne manjka. Materiali so za povprečje segmenta čisto ok, pri kakšni reži sicer vidimo, da niso najbolj urarsko natančni pri izdelavi, ampak pri našem zelo natančnem opazovanju itak napakice najdemo pri vseh znamkah. Vi jih ne boste. Na cesti je tudi prijeten in predvsem udoben. Krmiljenje je med najboljšimi v segmentu in res komunikativno, podvozje pa vseeno ne mara posebne dinamike. So v segmentu bolj lahkotni in dinamični predstavniki, če točno to iščete. Če kje, me je Tucson presenetil na poligonu. Še zdaj ne morem verjeti, kako dinamičen in vozniško živahen je. Med tremi najboljšimi v segmentu je sigurno, podvozje pa ravno prav ostro, da je lepo uboga tudi takrat, ko sem od njega zahteval res veliko, obenem pa takole na cesti avto sploh ni pretrt. Pri udobju sprednjih in zadnjih sedežev je nekako povprečen, kar je dejansko dobro, saj je povprečje segmenta na res visokem nivoju. Meni pač ni všeč sprednja maska, kar niti ni pomembno, je pa pomembno, da tudi ta osrednji del ni po materialih ravno en wow. Pač ta plastika deluje precej ceneno, mogoče me moti še toliko bolj zato, ker je vse ostalo, tole okolje, prav prijetno. Tucson je dejansko lep primer predstavnika, ki morda deluje malce medlo in zanj se zdi, da nikjer posebej ne izstopa, ker dejansko tudi ne izstopa, je pa povsod zelo dober in na koncu bo razvrščen verjetno zelo visoko. Pa spet ugibam. Bom kar direkten. Kompas ni kakšen presežek segmenta in to nikjer. Ok, za pogled je kar simpatičen, sicer pa je zapeljati precej neudoben, na poligonu sicer eden najslabših, ta volanski obroč pa je tako debel, da ob njem zardevajo še ultra debeli volani BMW-jevih modelov N. Kompas je tudi dokaz, da platforma ni slaba, ker na enaki stoji še veliko bolj dinamičen tonale, ampak so nastavitve, krmiljenje in ostali deli podvozja tisti, ki krojijo karakter. Če bi bil Wrangler, bi ob slabih voznih lastnostih zaradi terenske superiornosti še zamižal, tukaj pa ne morem. Obenem je takole znotraj prav po ameriško svetleč, govorimo o tej svetleči črni plastiki, ki ni ne lepa, ne kakovostna. Pa prtljažnik je med najmanj uporabnimi, zato ga družinam težko priporočam. Komu pa ga? Ja, v tej druščini, v praktično vseh segmentih boljših tekmecev, edino tistim, ki bi res radi na glas rekli, da vozijo džip. Od Mazde sem navajen, da je vozniško ponavadi briljantna, zato sem bil na poligonu kar malo šokiran, da je krmiljenje počasno, nos se precej izrazito potopi ob hitrih menjavah smeri. Skratka, CX-30 ni posebej dinamičen stroj, ampak ni pomembno, ker je na cesti dovolj dinamična in dejansko njeno podvozje tam uigrano naravnost popolno. Ravno prava mera dinamike in udobja je, itak nihče ne kup križanca za to, da bo z njim peglo ovinke. No, skoraj nihče. Še bolj jo moram pohvaliti pri samih materialih in pri ergonomiji. Tukaj je naravnost perfektna. Vse štima. Stikal ni veliko, so pa vsa potrebna. Vmesnik je pregledan, položaj za volanom pa je res vrhunski. Čeprav CX-30 ni več najnovejši model, se lahko tukaj vseeno marsikdo uči. Ni pa med prostornejšimi, to upoštevajte. Pri Mazdi so svojimi modeli velikokrat ravno med segmenti in CX-30 je tokrat med manjšimi, CX-5 pa mal prevelik, ampak posledično bolj prostoren. Pri prejšnjem testu prima tega segmenta je bil Grandland precej dober, ampak se mi zdi, da se mu leta že kar poznajo, čeprav je ravno tale sveže prenovljen. Ok, malo bolj zgleda in tale del je novejši, ostalo pa niti ne. Pohvaliti ga moram zaradi udobnih sprednjih sedežev, seveda, če boste doplačali za takšen s certifikatom AGR. V bistvu bi več realno lahko pričakoval le pri materialih, ker ostalo kar štima. Kabina je zračna, prostora ogromno, nad glavo Anžeta, ki je sedel zadaj kar 28 cm, ampak on je res majhen. No, največ med vsemi predstavniki tokrat, pa pred koleni skoraj največ. Vrata se odprejo na široko in vstopanje zadaj je simpel. Tudi otroška sedeža boste namestili enostavno, ostalo pa bo šlo zlahka v ogromen prtljažnik. Mogoče lahko Grandland primerjam s Tucsonom. Noben ni za pogledati nek presežek, ima pa težko veliko zameril.
Spet je zanimiv pristop Peugeota, ki stoji v bistvu na enaki platformi kot Grandland. Tukaj je okolje veliko bolj utesnjeno in vse je bolj športno fancy, če je to sploh ta pravi izraz. Se mi pa zdi, da so se obenem še pri določenih elementih ujeli v past lastnega oblikovanja. Recimo tole okolje je med najmanj uporabnimi ravno zaradi tega, ker so funkcije zakopane nekje 6 pritiskov od tega, da pridem do njih, pa čeprav bi morale biti tako dosegljive. Povsem preveč je tega nepotrebnega pritiskanja. Pa recimo s temi merilniki za volanom, na katere jaz že ne vidim odlično, in še kaj bi se našlo. Naprimer, najmanj komunikativno krmiljenje med vsemi. To je enostavno pokvari vsako točko, ki bi jo priskrbelo sicer dovolj dobro podvozje. Nič ne vem, kaj se dogaja pod kolesi, kot da bi imel umetne roke in bi želel preveriti, kako grob je šmirgel papir. Prednosti so torej nedvomno dizajn, pa notranji materiali, odlična sprednja sedeža, ki sta skoraj na istem nivoju kot pri C5 Aircross, veliko udobja za potnike zadaj, otroške sedeže je čist simpel pritrditi in prtljažnik je zelo uporaben. Zdaj so na vrsti še 3 predstavniki VAG koncerna, najprej Ateca. Običajno je Seat vozniško med bolj drznimi, ampak je očitno to vlogo zdaj prevzel Formentor. Ateca se pelje skoraj identično čvrsto kot Karoq in tudi pri prostornosti ni veliko razlik, čeprav je Ateca že malo starejša in smo pričakovali, da bo zato že malo slabša. No, ni. Kvečemo je dokazala, da fancy zasloni in novitete niso vedno okej. Klasičnih stikal je tukaj več in to seveda cenimo, ker so bolj prijetna in uporabna. Priporočam je tudi za družine, ker ima veliko prostora, zadnja klop je zračna in vrata se odprejo na široko, je pa klop malo bolj trda pri vseh 3 nemških predstavnikih in zato ne najbolj udobna. Malo me spominja na kako oblazinjeno klopco. Materiali so tako, veliko je trde plastike, počutje pa rešuje precej dobra izdelava. Pa za uporabnost so res dobro poskrbeli. Prtljažnik je ravnih linij in zelo uporaben, otroški sedeži kar sami skočijo v ISOFIX sidrišča, nad glavo in pred koleni je veliko prostora, odlagališče dosti, pač uporabniško štima, če že karakterno ne razvaja. Bi najrajši rekel, da enako velja tudi za Škodo Karoq. Tudi ta je dolgočasno zadržana, kar pa ne sme biti minus. Sej, pralni stroj je tudi dolgočasna stvar, ampak dokler dela, nas ostalo ne zanima, a ne? Ok, mogoče ni najboljša primerjava, ker je avto vsem bolj čustven izdelek, no Karoq pa predvsem funkcionalen izdelek. Veliko je odlagališč, materiali spredaj so dokaj ok in zadaj malce bolj varčevalni z več trde plastike. Izdelava pa je odlična samo, če zamižim na eno oko, ker potem ne vidim, da vse reži niso enak debele in tudi vsa plastika ni povsod poravnana. Je pa veliko prostora in odlagališč pri Škodah nikoli ne manjka. Tudi tukaj sidrišč ISOFIX ne boste iskali, so prav lepo dosegljiva in pritrjevanje je enostavno, pa tudi zapenjanje avtomobilskega varnostnega pasu potem, kar ni vedno nujno. Zavoziti jo lahko pohvalim, ker ima koncern tako fino naštudirano krmiljenje, da je v bistvu dovolj komunikativno in dovolj mesnato, obenem pa prav nič naporno. Pač avto, pri katerem vas nič ne bo zmotilo, ker vse štima. Avtomobilski pifler torej. Tiguan je zadnji. Mislim, po vrsti, sicer ziher ne, ker mu lahko pripišem samo 2 minusa. Tudi tukaj je zadnja klop pretrda in kot nekakšna mal bolj oblazinjena klopca. Se pa do nje enostavno dostopa, odprtina je velika in dno karoserije ne s prevelikim robom. Tako da odrasli, otroci in otroški sedeži za vse bo super. Drugi minus pa so ta haptična stikala tule na volanu in tule spodaj za upravljanje s prezračevanjem, so 100-krat slabša od tistih navadnih gumbov pri Ateki. Zato, ker mimogrede vklopiš kako funkcijo, ki jo sicer ne bi, ne? Drugače pa Tiguan je križanec, ki dobro ve, kaj je pomembno. Uporabnost, prostornost, to je za začetek, vozne lastnosti pa niti ne. Zdaj, če ga primerjam s Formentorjem, je tako, kot bi primerjal baletko in sumoborca. Tiguan je pač sumo. Deluje kot tovornjak in prav štorasto v primerjavi z nekaterimi. Mislim, se je dovolj udoben in zanesljivo lego na cesti, ni pa prav lahkoten. Seveda tudi zato ne, ker je pač velik in prostoren. S takšnim paketom Airline tudi dovolj dobro izgleda. Ergonomija je krasna, tudi v mestnih so Nemci dobro naštudirali, da je intuitiven. Kot vedno pa se vidi varčevanje na kar nekaj mestih, eno je recimo tule na vratih, spredaj je tole mehko, zadaj pa trdo, kot kakšna pilica za nohte. Ok,
Testiranje je končano, številke so zbrane, vsi novinarji na kupu in najboljši je Hyundai Tucson, najboljši avto v razredu srednje velikih križancev. Dvignimo kozarce za Hyundai Tucson. Mislim, neverjetno. Drugi Hyundaijev zaporedni zmagovalec na Prima testu. Prejšnjič je v segmentu malih avtomobilov slavil i20 pred Škoda Fabia in Volkswagenom Polo, tokrat pa Tucson pred odličnima Formentorjem in Mazdo CX-30. Ampak glej, tako so pokazali metri, tako so pokazali naprave, tudi naša čutila in ne nazadnje ste tako pokazali tudi vi, ker so vam ti avti pač všeč. Ja, je pa bedno tudi to, da na našem primerjalnem testu ni bilo tudi nekaterih zelo pomembnih predstavnikov segmenta. Naprimer, Kia Sportage, ki je niso hoteli dati na primerjalni test, čeprav bi se glede na rezultat Hyundai Tucson verjetno zelo dobro odrezala, če si z njim deli večino svoje tehnologije. In obenem je to tudi najbolje prodajen avto v tem segmentu. Celo 4. najbolje prodajen model pred Tucsonom in Tiguanom. Tako da, res ne vem, kaj so študirali. Ja, pa tudi ustanovitelja segmenta ni bilo, Nissana Qashqai, ker ga niso mogli zrihtati do testnega termina, res škoda. No, Renault pa še vedno čaka na Austral, tega še ni. A ja, pa Toyota Corolla Cross, ne? Žal je šele v teh dneh zapeljala na naše ceste in je tudi zamudila test. Zanimiva mešanica na odru za zmagovalce. Hyundai kot tudi prostoren, tehnološko odličen avto, zasluženo na prvem mestu. Mazda kot tudi presenetljivo, ker ni tako prostorna, ampak odlična v notranjosti, dobro se pelje z motorji in kot paket tudi zelo všečna. Cupra pa oblikovno idealen, noter presenetljivo prostoren, glede na svoje kupejevske mere, po zadnji modi z velikimi zasloni, tako da zasluženo na zmagovalnem orju tale pisana trojica. Zdi se mi, da je nekako Hyundai na prvem mestu upravičeno. To se je začelo kazati že na poligonu, kjer je pokazal dobre vozne lastnosti. Potem pa še vse naprej prostoren je, kakovostno je izdelan, dobro opremo ima, tako da dejansko se mi zdi čisto v redu. Jaz mislim, da so naši izbranci trije ali pa tisti, ki so se uspeli prebiti med 12-terico naprej, zelo zanimivi. Ker imamo izbiro za tistega, ki recimo želi imeti malo bolj atraktiven avto, pa tudi prostoren, potem imamo pa dva, ki sta mogoče malo manj zanimiva po prostornosti, ampak tistim, ki pravzaprav ne potrebujejo tako veliko prostora v zadku, predstavljata eno krasno izbiro. Moram reči, da sem bil presenečen. Sicer moj favorit osebni je med temi tremi, ampak vseeno nisem pričakoval takega razpleta. Predvsem zato, ker zmagovalec prejšnjega Prima testa, Peugeot 3008, je bil tokrat na repu, je bil 10. Kar pomeni ne, da je Peugeot slabši, ampak da so drugi toliko napredovali. Torej, stvari se zelo hitro spreminjajo. Eno leto zmagovalec, lahko drugo leto ali pa tretje ne ravno poraženec, ampak lahko je pa na repu. Mislim, da kar dobro odraža to, kar je v ponudbi, vsaj kar se asistenčnih sistemov tiče, ki sem jih jaz mogel bolj podrobno pogledati, ampak tudi sicer Tucson, ki velja za, mislim, nekako izpolnjuje po mojem že serijsko tisto, kar danes bi lahko človek iskal v tem segmentu. Razplet je, v bistvu, vsaj za prvi mesti sta bili pričakovanja. Malo sem presenečen, da je pač Mazda dosegla 3. mesto, kar je super, se tudi po vrednostih je zasluženo. Nekateri avtomobili so pa zaradi določenih stvari malo bolj razočarali, kot smo pričakovali. Jaz sicer zmagovalca nisem dal na prvo mesto. Pri meni je bil na prvem mestu avtomobil, ki je bil uvrščen v zadnjo tretjino razvrstitve. Ampak recimo tukaj me je veliko bolj razočaral Jeep. Recimo. To je eno od avtomobilov, od katerega bi že zaradi imena lahko pričakovali veliko več, ampak se mi zdi, da so predvsej tega duha te znamke ubili z vsemi mogočimi in nemogočimi konstrukcijami. Seveda na drugi strani pa ni presenetljiv tudi zmagovalec. Je en tak tisti pravi avtomobil za povprečnega kupca, ampak seveda povprečnega lahko tukaj jemljemo zelo pogojno, kajti vemo, da so cene šle v zadnjem času krepko navzgor. Ja, lahko rečem, da sam zmagovalec me ni presenetil, da smo že nekako po prvih kilometrih videli, da je Hyundai zelo celovit avtomobil. Takoj za njim torej Cupra in pa Mazda, na prvi pogled nekoliko manjši avtomobil, ampak so to očitno potem nadoknadila po drugih parametrih.
nekako poudarek pa se je, da je večina avtomobilov izjemno izenačenih, da pač je odločilo par točk za samo uvrstitev, recimo, če tečemo od 3. do 10. mesta. Tako da seveda razlike so majhne na trgu in res odločajo malenkosti tudi vse na koncu pri nekih konkretnih nakupih. Res zanimiv razplet. Sploh zato, ker je velika večina mislila, da bo zmagal Formentor. Jaz upam, da bo Tiguan, ker je pač starosta razreda, ne, ampak ni zmagal. Je pač zmagal tisti, ki je bil praktično povsod na vrhu. Tucson. Veliko več informacij najdete na naši spletni strani volan.si. Tudi v prihodnjih oddajah pa boste izvedeli kar veliko, saj bomo s temi avtomobili pripravili še cel kup zanimivih prispevkov.